Dobrodošli v novem političnem destilatu oziroma tokrat krajšem predavanju v eni minuti. Kaj se je dogajalo pretekli teden na političnem parketu? Predsednik vlade Robert Golob je gostil delovno kosilo s strankami leve sredine, kjer so se pogovarjali o tem, da se bodo še pogovarjali in predvsem, da si ne želijo nove desne vlade. No, premier Robert Golob pa udeležencem kosila ni povedal, da je KPK ugotovila kršitev integritete zaradi dveh SMS-ov, ki jih je poslal nekdanji ministrici Tatjani Bobnar zaradi kadrovske slike v policiji. Zadeva še ni pravnomočna, premier se je obrnil na sodišče, ki bo odločalo o tem. Sam pravi, da o tem ne vidi kršitve integritete, ampak normalen pogovor z ministrom, medtem ko tisti, ki ga pozivajo k odstopu, opominjajo, da je vse, kar ima politik, njegova beseda. In še zunaj parlamentarna resnica, ki je imela predvolilno konvencijo. Resnica je zanimiva predvsem zato, ker javnomnenjske ankete napovedujejo uvrstitev v državni zbor po volitvah in kam bi se pripela. Resnica pravi, da ne bi sodelovala v vladi Janeza Janše, kar pa ne pomeni, da ne bi sodelovala v desno-sredinski vladi. Prav tako ne vemo, ali bi sodelovala v levo-sredinski vladi ali ne, glede na to, da so zavrnili povabilo na kosilo premierja Roberta Goloba.